prvi vidik, tak historičen, odhod ta izraz in v tem smislu bi ga človek sprejel, potem pa opazim, da se beseda sistematično in frekventno uporablja v mednarodnih odnosih. Najprej v obdobju kolonializma, ko se skuša iz metropole oceniti, kdo na oni strani v kolonijah ima sploh duha in simbolni kapital za sogovorca. Se pravi duhovna moč, potem pa še ekonomska moč. In pomeni, da v mednarodnih odnosih se elite med seboj primerjajo. Elite v smislu voditeljev nekih skupnosti. Pravi, drugi izraz izhaja ne iz opazovanja ljudstva svoje elite, ampak iz medsebojnega primerjanja moči elite. Sociološko je sicer več ljudi skušalo razložiti, zakaj smo besedo elita pridobili na račun besedo razred. In en tak bolj integralen poskus, se spomnim, je v tem, da z besedo razred lahko neke počasne strukturne spremembe plus malo revolucije dobiš potem zmožnost artikulirati neko družbeno spremembo, ampak pravila, po katerem sprememba v tistem abruptnem času funkcionira, se sploh ne podvrže zgodovinski logiki, kako razredi funkcionirajo. To se pravi, razredi imajo to počasno, predposuško, transformacijsko logiko dolgega veka trajanja. Zdaj pa, ko narediš tistih 14 dni revolucije, se pa aktersko dogaja na osebni ravni, na majhnih mrežah, na majhnih izdajah, ne samo koalicije. Kako boš to pojasnil z razrednimi? Razredni naknadno moš nekako dodavljati, da je v skladu ali ni v skladu. Tako da elite se pojavijo kot upor, zopet razredno, počasno razlavo družbenih sprememb. In tih sprememb je v zadnjih časih bilo veliko. In zdaj naslednje spoznanje. Vse bomo skušali zelo kratek. Sociologija se je izogibala te besede, vsaj v teh socialističnih obrobjih, kjer smo imeli malo bolj egalitarni pristop, vsem skupaj smo skušali operirati besedo razred, sloj, stanov in tako naprej. Ampak kar nekaj se pojavi, ko se pojavijo trenja in ko se pojavijo trenja, tone zdobi besedo. Beseda zdobi Jožefa Franca. Zakaj? Jožefa Franca ima pozicijo in on govori, jaz moram pa samo poznati, ker razen, če se izpostavim. Se pravi, v teh čudnih časih, kar nekaj besedo dobijo dejansko, ljudje so na pozicijah. Oni začnejo prve pogovore. Seveda, potem se vtakne kdo vmeski ambiciozen, pa malo premeša karte. No in potem zadnjič poslušam Bučarja na televiziji, to je dekan fakultete za družbene vede, in mi je spet odprl oči. Je rekel, mir. In kje se dogaja nekaj? Naj izključijo mobili, da ne poslušajo. Se bo. Prosim vse dvorani, da preverite, če ste izključili svoje mobilne telefone. Hvala. Tako, vse je zmoga napred. Poanta, ki sem je zdaj hotel s kolegom Bučarjem povedati, je, on je pripadnik discipline mednarodnih odnosov. In je takole interpretiral, kdaj je prišlo do miru v Bosni, jugoslovanske vojne. Je rekel, do miru ni prišlo, ko so se nasprotniki zavedali, da nima smisla, kakorkoli. Pravi, do miru je prišlo, ko so bili oboji enako dobro oboroženi. A se predstavljate? Ko so oboji enako dobro oboroženi. Se pravi, dokler je ena stran bolj oborožena, gre samo naprej. In še več, do miru pride, ko se druga stran oboroži in potem iz ravnovesja oborožitve pride do pomiritve strasti in do premire. In kar naenkrat jaz ugotovim, da ta elitna zgodba ima več dimenzij, ima politično, ima ekonomsko, ima drugo, ima četvrto, ima peto, ampak, tukaj je napisal en znan politolog, demokracijo zagotavljajo elite.
Hecna stvar. Ker ta delitev moči dejansko pripelje družbe iz oligarhij v neke vrste navidezne reprezentativne demokracije in potem ljudstvo manj trpi, ker pod oligarhi bolj trpi, pod demokracije pa malo več moči razdeljene in potem nekateri pridejo tudi do besede, ne samo oligarhi. In potem se spomnim, ko sem bral sicilijanski tirani. To je še pred našim štetjem. Eno zgodbo, kako smo velekler polno knjižico poceni. In spet, kljub vsej sociologiji, ki sem prebral, mi kar enkrat sine noter piše o teh zgodbah aristokrati starih dob so vladali s tiranijo ali pa z neke vrste demokracijo, potem se pa pojavi nov sloj. Nov sloj ne mora priti zraven, da bi vladal. Je pa ambiciozen. A veste, kako se nov sloj pripoji na oblast? S populizmom. Aristokrati ga ne sprejmejo, sprejme ga plebs. Plebs je hiter možno našintati, reči, aristokrati ga lomijo, ne? Dajte mene poslušati, vam bomo obljubil to, vam bomo odhod, sem pa te, pa manjše davke, kaj zdaj. S populizmom pride ne sprejeti kandidat za oblast, s populizmom blizu oblasti in potem, ko ga vzarejo k sebi, polje mir. Pravi, populizem hiter pripelje v diktature. Hiter. Demokracija je pa, ko so elite zdilane. Ampak niso pa zelo reprezentativne, so nekateri so. In pol igra v bistvu poteka med elitnimi dogovori, pa med ljudstvom preko populizma. Hecna stvar. Take koščke skupno bereš in potem rečeš, kaj pa je slovenska stvarnost? No, zdaj se bom tule zaustavil, v eno tezo vrlo. Slovenci se bojijo anarhistov. Obupno se bojijo anarhistov. Kolega Stane Saksida, ki je vodil Sociološki inštitut, je leta 1975 za sociološko društvo Jugoslavije pripravljal en papir, uvodno predavanje, in jaz sem dobil roke in sem bral in piše tam tako. V Jugoslaviji obstajajo bolj demokratične sile, obstajajo bolj avtokratske sile, ene so bolj partijske, druge so bolj ali nacionalni, ali svojevsko prevedene. Seveda obstajajo tudi neki anarhisti, ampak teh noben ne mara. Danes zjutraj nam je pa študent lepo povedal, da ravno anarhična gibanja, ki se hočejo spraviti v skupnosti, so danes tista, ki nekaj obetajo. Prvič, v političnem smislu imamo v Sloveniji samo staroverce, pa mladoverce, staroslovence, mladoslovence, leve pa desne, konzervativne pa liberalne, anarhistov pa ne mara. Dokler anarhistov ne pripustimo v politično sfero, dragi moji, ne bom miru. Bo sam populizem, anarhističnega dne. Druga stvar, če je Slovenci bojimo. Grozno se bojimo trga. Nekdo reče neoliberalizem, pa če reče že liberalizem, takoj pomislimo na tržni fundamentalizem. Cehi so včasih po Sloveniji imeli v rokah urbano rokodelstvo in so zelo skrbeli, da cene ne bi nihale. In so rekli, boj se trga, ker cene nihale. To pomeni, da se naši dogovori, koliko sever, koliko coin, koliko kupit, je treba podkovati. Vse to je bilo ogroženo. Še danes ta majhna rokodelska miselnost, isto pravi Franček Grenovec, vodi slovensko ekonomsko stvarnost. Čim se pojavijo značilnosti trga, da cene nekje zanihajo, so že ogroženi kvotni interesi, koliko lahko kdo česa dela v Ljubljani, koliko taksijo lahko vozi, koliko tovornjakov lahko prečka mejo, koliko modrcev se lahko prodajo v Šiški, koliko pa v spodnji Šiški. Vse to je ogroženo. Druga stvar, Slovenci se bojijo trga. Tretja stvar, Slovenci se bojijo ženske. Ne bomo razvali. In Slovenci se bojijo tujca. Še vedno. No, zdaj, kako bomo prišli Slovenci naprej? Je seveda, treba bo sprejeti na nek način anarhista, tržišče, ženske in tujca. Drugač
bo sama vojna. Ali bo diktatura, ali bo populizem, še ne vem. Ne? Ampak tu nekje vmes se potem dogajajo te elite, ki nam nikakor niso všeč. Ne? In jaz bi tukaj v bistvu končal. Beseda sama mi ni všeč, pojem elite me stalno draži, ker si mislim, elite duha, bi rad malo vidno, elite moči bi rad malo dol pritisnil. Ampak težave imam, kadar naletim na voditelje, ki so po duhu močni, imajo močen položaj, naredijo pa nič tega, kar se jaz želim, takrat imam težave. Ne morem jim očitati, da nimajo moči duha, da nimajo svetovnega vdala, ne morem jim očitati, da nimajo pozicije, s kjer bi lahko naredili. In potem se sprašujem, zakaj nič ne naredijo. In potem v oklepaju se vprašam, zakaj pa ti nič ne narediš. In odgovor na to zadnje vprašanje je po mojem od vseh najtežje. Čakam, da začne delati. Zdaj potem z filozofskega stališča nekaj povedal, ker se največ ukvarjam z etiko in z družbeno filozofijo, tudi politično filozofijo, tudi pa moje izhodišče v tej smeri. Zdaj sem gotovo en pojem elite, ki ga nekako zdaj uporabljamo, se verjetno pojavil tudi kot nek simptom, oziroma se osvetljiv in presvetljiv v času, ko se pač pokazalo, da je s tem pojmom ali pa z razredi, ki ga sestavljajo sloji in skupinami, nekaj narobe. Ne? Se pravi, to je verjetno en izmed vzrokov, da o tem govorimo in pravzaprav lahko se sploh ne sprašujemo o genealogiji pojma, o tem. Drugič sam bi uporabljal mogoče pojem elite v instrumentalnem smislu kot recimo neke skupine posameznikov ali združb, kako jih imenujemo, ki imajo dovolj moči, da za neko diseminacijo vrednot, če rečemo, ekonomskih, političnih, kulturnih, kakršenkoli, za mene verskih, če ne bo želi, v družbo. Če se družbo predstavljamo kot nek krog, elipso, vrkoli, rajši bi jaz tudi celo uporabljal pojem javnosti in skupnosti, ki sta mi bliža zaradi tradicije, ki pripadam, recimo to je ameriški pragmatizem, te sekularne vrste seveda, in